Seveda nas lahko premagajo Rusi. In zelo dobro jim gre. Ampak kje? V propagandi. Zato tudi namen takšnih videov, da vas izobrazim in dvignem v tem, da ja, zmoremo. Kajti, če bodo Rusi zmagali, bo to zmaga, ki jo bodo dosegli v vaših glavah. Zato pa je propagandna vojna pomembnejša za Ruse kot vojaška. Ker le s propagando lahko zmagajo. Če vi ne verjamete v našo moč in sposobnost, potem nas lahko premagajo tudi s fračami in sulicami. Kajti, kdor ne da nič od sebe, mu ne pomaga orožje, napredek in tehnologija. Zakaj, če gremo na naslednji korak, zakaj grožnje Rusije z jedrskim orožjem niso samo bolne, pač pa tudi nesmiselne? Pogost argument, zakaj se moramo predati in končati vojno, je ruska grožnja z jedrskim orožjem. Pustimo dejstvo, da so takšne grožnje, ob upoštevanju, da je Rusija agresor, lep prikaz, zakaj takšnim državam, kot je Rusija, ne bi nikoli smeli dopustiti sploh imeti jedrsko orožje, se hkrati zavedajmo, da moramo videti sledeče. Vsakdo od nas bo enkrat žal zapustil ta svet. Bolj pomembno je, kakšen svet zapustimo zanamcem. Če se ustrašimo vsake ruske grožnje z jedrskim orožjem, potem bomo zanamcem zapustili svet, kjer je grožnja z jedrskim orožjem glavni vladar in presojevalec vseh odločitev življenja. To pomeni, da tisti, ki bo najbolj fanatično grozil, da bo uporabil jedrsko orožje za vsako malenkost, ki mu ni po godu, ta bo vladar. Sliši se kot kakšen grozljiv filmski triler. Da, takšen svet lahko preprečimo. Vendar moramo dokazati, da imamo več poguma kot Putinovi zločinci. Zavedati se moramo, da jedrsko orožje tako velike fronte in vojne v Ukrajini ne bo spremenilo. Fronta je tako razpršena in velika, da takšno orožje ne bo imelo nobenega vojaškega učinka, kar pomeni, da jedrsko orožje Putin uporablja zgolj za vaše ustrahovanje vas. Prav tako se moramo zavedati, da v Evropi vetrovi pihajo od zahoda proti vzhodu, kar pomeni, da bi posledice same radiacije jedrskega orožja z vetrom potovale nazaj v Rusijo. Očitno so vetrovi in bogovi vendarle na naši strani. In hkrati se moramo zavedati, da nenehno življenje v strahu in spraševanje, kot ga imamo trenutno v medijih, ali bo Putin uporabil jedrsko orožje, ne pomaga nikomur drugemu kot Putinu samemu. Namesto tega, da se sprašujemo, kaj bo Putin storil, moramo začeti govoriti in mi groziti Putinu, kako bi mi uporabili jedrsko orožje in uničili rusko agresijo v primeru, če bi se on polastil uporabe jedrskega orožja. V takem primeru se grožnje umiri samo tako, da se pokaže našo pripravljenost premagati rusko armado. Namreč vsi v Sloveniji, tukaj vidimo sliko naših vrlih politikov, ki potihem navijajo za Rusijo, hkrati govorijo o miru in razoroževanju Ukrajine. Zgolj zato, ker upajo na možnost večjega vpliva v slovenski politiki v primeru ruske zmage in posledično Evrope, ki bo bistveno bolj podložna Putinu. Zato zmaga Rusije ali pa mir za ceno ukrajinskega ozemlja pomeni zgolj to, da v Evropi dobimo vedno več politikov, ki so povezani z Moskvo. Evropa bo počasi postajala vedno bolj pod nadzorom ruske oligarhije in tukaj gre za ceno, ki je zelo velika. Prevelika. Na grožnje Putina z jedrskim orožjem moramo torej odgovoriti s silo in našo pripravljenostjo, da Putina in njegovo vojsko orkov s konvencionalno evropsko vojsko premagamo. Ne more samo Ukrajina nositi tega bremena. No, pa si zopet poglejmo nekaj pomembnih ruskih laži, ki so vas uspavale. В тюрьмах сидят люди, которые называют СВО войной. Ну, правильно делать, что сидят. Почему? Да, туда им и дорога. То есть вы русофобка. Я не Под видом русофоб. опроса вы пытаетесь оскорбить Россию, предать нашу родину. Я с такими людьми вообще не общаюсь. Так что будьте добры, идите куда-нибудь подальше, хорошо? Ок. Желаю вам сдохнуть побыстрее. Tukaj moram reči, da moramo razumeti tudi ruska dejanja iz njihove perspektive. Mnogim sovražnikom Amerike in ljubiteljem ruske kulture pri nas ni jasno, da hkrati lahko ohraniš svojo ljubezen do ruske kulture in hkrati z vsem srcem nasprotuješ Putinovemu imperializmu in genocidu nad Ukrajinci. Da. In hkrati ne iščeš izgovorov v ruskih lažeh, kot so:
Ukrajinci so nacisti, Ukrajina ima izjemno majhen delež ekstremizma, kot smo že prej rekli, ali pa laž, da so Ukrajinci prepovedali ruski jezik. To je ena od naslednjih zelo velikih laži, ki zelo močno prodira skozi medije in zopet uspava ljudi, saj s tem mislite, da dejansko v tem konfliktu so vsi enako slabi. V resnici mnogi ukrajinski državljani pred vojno sploh niso znali ukrajinskega jezika zaradi desetletij rusifikacije. Zato je država želela vse državljane naučiti tudi v šolah govoriti ukrajinski jezik in obnoviti stoletja zatirano ukrajinsko kulturno identiteto. In to je šlo Moskvi v nos, zato je hujskala upornike in svojo medijsko mašinerijo, da je ustvarjala umetno sovraštvo. Če pogledamo ukrajinsko televizijo pred vojno, v času, ko je ruska propaganda govorila o preganjanju ruskega jezika, vidimo sledeče. Večino ukrajinskih programov je bilo v ruščini in večina ukrajinskih politikov je uporabljala ruščino. Še več, ruščino so celo uvidevno uporabljali tudi na zahodu Ukrajine, kadarkoli je tja zašel ruski turist. V resnici bodimo iskreni, če tudi bi Ukrajina res preganjala ruski jezik, dajmo se sledeče vprašati. Tudi če bi Ukrajina zares preganjala Ruse in rusko govoreče, je to res dober argument za napad na državo? Ali država kot je Rusija nima dovolj pravne moči in vpliva, da bi na mednarodnem sodišču dosegla svoj prav in bi mednarodna skupnost zahtevala od Ukrajine boljše ravnanje z ruskim jezikom in ruskimi govorci? Vsi vemo, da Rusija ta vpliv ima in ga je imela. In bi lahko po pravni poti dosegla, če bi njene obtožbe o grdem ravnanju z Rusi bile resnične. Vendar Rusija v resnici ni nikoli uporabila pravnih sredstev za uveljavljanje svojih izmišljenih obtožb, ker so bile te obtožbe zgolj izgovor, da prepričajo svet v upravičenost svojega brutalizma in barbarstva. Prav tako ni nikoli Rusija uporabila svoje moči, da bi pravno rešila spor glede zaščite ruske manjšine v Ukrajini. To pa zato, ker v resnici ruska manjšina nikoli ni imela problema z Ukrajino. In so ta problem ustvarili ruski agenti in plačanci, s tem, ko so začeli delati razdor med ljudmi na vzhodu Ukrajine. Še več, vse ukrajinske regije, vključno z vzhodom in Krimom, so leta 1991 ob neodvisnosti in razpadu Sovjetske zveze izbrale Ukrajino na referendumu in ne Rusije. Regija Donbasa je celo za več kot 90% izglasovala zvestobo ukrajinski državi. Zato ne enačiti rusko govorečih z Rusi. Biti rusko govoreč še ne pomeni, da si Rus. Tudi Ircem ne boste rekli, da so Angleži, kaj ne? To, da v Ukrajini lahko govoriš rusko, dokazuje cel vrh ukrajinskega vodstva, ki, kot rečeno že prej, se upira Putinu, pa vendarle vsi govorijo rusko. Ta vojna ni nacionalna vojna, v kar vas želi prepričati Moskva. Ta vojna je vojna za prihodnost in vojna svobode in ideje o demokraciji proti brutalnemu rusko-azijatskemu diktatorstvu preteklosti. Že res, da je zaradi ruske brutalnosti in ruskega izgovora za napad, češ da je vsakdo, ki govori Rus, kar Rus, danes mnogo Ukrajincev veliko bolj zapriseženih vedno bolj uporabi ukrajinskih besed in ukrajinskega jezika. To je logično, saj so Rusi s tem, ko so napadli Ukrajino in uporabili izgovor, češ da posod, kjer se govori rusko, so oni upravičeni priti s tanki, so s tem motivirali ljudi, ki so bili prej rusko govoreči, da nehajo vedno bolj opuščajo ruščino. Namreč ukrajinščina je precej različna od ruščine in si z ruščino deli manj skupnega kot recimo s sosedno poljščino ali beloruščino. Zato ukrajinščine, ki je bila stoletja preganjena, še danes ne zna uporabljati velik delež Ukrajincev. Zdajmo si pogledati še zelo pomembno vprašanje in dilemo. Dajmo pogledati Ruse. Они не понимают. Ну, по понятной причине, потому что это все боятся просто оказаться в тюрьме. Вот за что конкретно у нас можно оказаться в тюрьме? За то, что ты скажешь то, что тебе не нравится какая-то политика у нас, какой-то элемент политики. Вы знаете, это все индивидуально. Могу сказать, я там бывал при ЕВОСе. Поэтому, что происходит с достаточно смелыми людьми, всем очевидно. Там, фамилии тоже известны. Кто-то, значит, это в силу обстоятельств уезжает в места не столь отдаленные, не возвращается. Kot ste videli pri redkih pogumnih Rusih, ki si še upajo biti novinarji v Rusiji, ali pa kot boste videli pri nekaterih ruskih prebežnikih, ki bežijo od Putina,
Niso vsi Rusi isti. Med 150 milijonsko multietnično državo se najdejo uporniki, vendar te večinoma zapustijo državo. Kar pomeni, da imamo danes v Rusiji veliko večino prebivalstva, ki popolnoma verjame Putinovi propagandi in si želi vojne, kot ste videli pri intervjujih v Rusiji, ki zelo dobro obeležujejo trenutno stanje ruske duše. Namreč v Rusiji si preprosto želijo zmage in želijo uničenja ukrajinskega naroda, v katerega tako ali tako ne verjamejo. Pa se poglejmo nekaj najbolj krutih pokazateljev, da je ruska družba v večini vsaj tako radikalna kot Putin, včasih celo močneje. In da tukaj ne bo druge, kot da rusko družbo premagamo in jih prevzgojimo, podobno kot je bilo treba Japonce in naciste. Poglejmo si krutost Rusije danes. Голодомор в Советском Союзе. Вот. Это в 30-е годы Да. был. Слышали, да, про это? Да. Вот что знаете про это событие? Вы меня провоцируете или Нет, что? почему? Просто опрос У делаем. меня запрос. Вы Ну, я могу сказать, что это ерунда какая-то. Голодомор был в России. Там сейчас очень говорят, что это значит, Украина. На Украине был Голодомор. А Голодомор-то был он во всей России. Вот все. Поэтому это ерунда все. А вот Украинцы это нагнетают все. нагнетают, да? Конечно, нагнетают. Это одно. Tukaj vidimo prikaze najbolj bizarnih odgovorov Rusov v intervjujih na kanalu Danila Orajna. Namreč, kako prečni ruski državljani želijo verjeti v besede propagande in si želijo nadvladati svoje sosede. Razumeti moramo, da je Rusija z razpadom Sovjetske zveze doživela hud padec stabilnosti ekonomije in družbe. Tukaj moramo biti pošteni in probati razumeti rusko dušo iz čisto objektivnega, humanističnega, človeškega pogleda. Dejstvo je, da z razpadom Sovjetske zveze Rusija in tudi Ukrajina in vse postsovjetske države doživijo veliko katastrofo. In ta katastrofa je bila še posebej visoka v Rusiji. Rusija, oziroma bolj pravilno Moskovska država, nikoli ni imela v svoji 900-letni zgodovini niti enega leta demokracije in izkušnje za živahno, civilno, svobodno družbo. Edinih 10 let demokracije, kolikor jih je Rusija imela, jih je imela med letom 1990 in 2000. Torej od razpada Sovjetske zveze pa do prihoda Putina. In teh 10 let je bilo peklenskih za Ruse. Kot prvo so bili ponižani od poraza v hladni vojni. Vojni, ki so jo izgubili brez enega samega izstreljenega metka. Vojni, ki je pokazala, da je Amerika superiorna v razvoju gospodarstva, kulturnih dosežkov, v glasbi, filmu, idejah, inovativnosti, življenju in upanju. Rusija praktično ni imela ničesar za pokazati in ponuditi svetu. Ne upanja, ne ideje, ne tehnološkega razvoja. Rusi so ob razpadu Sovjetske zveze čutili, da so s porazom v hladni vojni ogroženi in da bodo postali kulturološko dominirani sa strani Zahoda, ki je med Rusi vedno predstavljal ideal nečesa lepšega in boljšega. Vedeti moramo, da imajo Rusi do Zahoda tak binaren, dvojni obraz. Imajo sovražen in hkrati občudovalen odnos do Zahoda. Zahod sovražijo iz čisto pritehnih človeških razlogov, preprosto zato, ker je Zahod v mnogih stvareh boljši in je Zahod pustil večji pečat človeštvu. Hkrati Rusi Zahod obožujejo. Za Ruse so zahodni izdelki univerze, mesta, kultura, zgodovina, zlati sen, ki si ga želijo polastiti. Hkrati jih pa boli možnost izgube svoje lastne ruske identitete, kar je razumljivo. Želijo si Zahoda, a ob tem nočejo postati 100% zahodnjaki. Tu je potrebno povedati, da Rusije nihče od zahodnih držav ni nikoli zares ponižal. Ponižanje in neprestano primerjanje obstaja samo na strani Rusov. Njihov je občutek manj vrednosti. In tu ni Zahod čisto nič kriv. Ni Zahod kriv, da cel svet govori angleško in posluša zahodno glasbo, gleda filme in se igra na zahodnih telefonih. Hudo je, da Rusija ni zmožna poiskati svoje poti v civilizacijo. In da je njena identiteta vse od rojstva Moskve v 13. stoletju
povezana samo z imperialnim osvajanjem okoliških narodov. Brez velike Rusije, velikega teritorija, se preprosto Rusi počutijo še bolj nemočne in ogrožene, kot so se v 90-ih letih. Zato vedite nekaj, Rusi ne morejo drugače, kot upati na močnega diktatorja. Kajti le diktator jim lahko ponudi navidezno stabilnost in konec nenehnega strahu. Zato so bili Rusi tudi tako zreli za šovinistično ideologijo sovraštva s strani Putina. Ko je Putin stabiliziral državo, je glavne milijone razdelil med svojo oligarhijo, s čimer je ustvaril veliko poslov in dobička za razred novih bogatašov. Medtem pa je preprostemu prebivalstvu v zameno za lojalnost ponudil sanje o močni imperialni sili, za katero se bodo borili do smrti in z veseljem umirali. Tako je ateistična Rusija, država z zelo majhnim dejanskim obiskom v cerkvah, dobila novo vero. Gre za Putinov šovinizem in sovraštvo. Združen z zastavami križev in zastavami srpa in kladiva. Da, v današnji Rusiji, kot vidite, vidimo simbole, ki Rusom predstavljajo moč in slavo. Pa naj se gre to za krščanske simbole, pomešane s komunističnimi simboli. Karkoli v njih vzbudi občutek moči in nadvlade. Z vsem, kar Rusa spominja na slavo, moč in nadvlado, vse to je ruska propaganda Rusu omogočila. Kajti upanja in pa dejanskega boljšega življenja mu ni. Z vsemi simboli, ki rešujejo ruski narod pred depresijo in nemočjo spoznanja, da se jim država ob odsotnosti močnega diktatorja lahko sesuje na prafaktorje in vojaška žarišča praktično nastanejo v Rusiji lahko v enem dnevu. Si predstavljate, da jutri umre premier Velike Britanije? Sploh veste, kdo to je? Kaj bi se zgodilo? Čisto nič se ne bi zgodilo. V Britaniji bi izvolili novega premierja. Si predstavljate, da Rusom jutri umre glavni oče naroda, Putin? Kdo ve, kaj bi nastalo iz Rusije? Vsekakor pa za Ruse ne bi bilo lepo. In to ruski narod podzavestno čuti. Zato se Putina tako uklepajo in ga tako obožujejo. Kajti le tako, z močnim diktatorjem, kot je Putin, lahko Rusi preživijo oziroma obdržijo svoj ponos in enotnost tako ogromne države. In samo s tako analizo lahko zares razumemo rusko dušo in razumemo njeno realno zgodovino, realno, resnično in ne zlagano so strani ruskih laži, laži, ki žal tako močno spremljajo rusko zgodovino in ruski karakter. Laž je najboljši prijatelj ruske duše zato, ker samo laž Ruse lahko ubrani pred največjim sovražnikom človeka. In to je nesmisel življenja in soočenje z lastnimi napakami. Ljudje si želimo smisla in pogosto ne radi priznamo lastne napake. In ta lastnost je najbolj vidna prav v ruski duši, ki pogosto manjka smisla zaradi vseh tragedij zgodovine in zato je smisel vojne, smisel nadvlade, imperija in simbolov tisti, ki jim zapolni to praznino v sami ruski duši. Hkrati jih šovinizem Putina ubrani pred razmišljanjem o lastnih napakah. Sebe tako vidijo kot žrtev, večno žrtev. In če resnično pogledamo na rusko dušo in zgodovino, vidimo, da je res ruska duša polna v resnici mehkobe, šibkosti, ranljivosti, boja po preživetju, žrtvovanja, dobrih in šibkih vrlin. Žal je ravno šibkost ruske duše, njeno pomanjkanje optimizma in smisla kot posledice nenehnih travm zgodovine, tista, ki je omogočila kult Putina. Vedeti moramo torej, da je za Ruse naravno in normalno, da Putina podpirajo in nikoli ga ne bodo vrgli iz oblasti, nikoli, pa če tudi jim bo šlo gospodarstvo čisto narobe. Zato mnogi na Zahodu naivno mislijo, da bodo Rusi Putina vrgli dol z oblasti, če bo Rusija v veliki gospodarski krizi. Ampak ti ljudje ne razumejo ruske duše. Ne razumejo, da so Rusi šli že čez mnogo večje katastrofe in se žrtvovali za mnogo večje stvari. Tako da žrtvovati se Rusom za Putina in idejo o močni Rusiji je za njih najmanjši problem. Celo ponos. In kdor misli, da bo Putin kar tako padel, pač ne razume ruske duše.
Rusi bodo za voditelja, v katerem vidijo očeta naroda, naredili vse in mu verjeli vse. Če tudi vidijo, da zunaj je sonce in bo voditelj rekel, da je noč, bodo šli za svojim voditeljem in rekli, da je noč. Če tudi vidijo, da laže, dokler bodo verjeli, da je dober za njih in skrbi za narod, bodo naredili zanj vse. To zelo jasno kaže ne samo ruski karakter. Dovolj je že, če pogledate malo tiste intervjuje, ko ljudje preprosto rečejo, ne razmišljamo o politiki. Karkoli naš Putin reče in naredi, tako pač je. In veseli smo, da je tako. Če Putin reče, da je potrebno pobiti sestre in brate v Ukrajini, bodo Rusi to naredili, če tudi se morda kdo s tem ne bi strinjal, pa to bo naredil. To pa zato, ker je, ko je Rus enkrat lojalen do močne oblasti, je lojalen brez vprašanja. Rusi vladarjem zamerijo samo eno stvar in to je šibkost. Vladarjem ne zamerijo Rusi trpljenja, zamerijo šibkost. Ruski car je padel zaradi šibkosti, ne zaradi milijone žrtev in porazov v prvi svetovni vojni. Če bi se car boril z narodom, bi mu Rusi stali ob strani in oprostili vse poraze. Lojalnost v Rusiji šteje več kot moralnost dejanj. In ruska lojalnost svojemu Putinu bo trajala vse do njegove smrti. Zato je edini način, da njega prepričamo, da ni dobro češen zobati z nami, takšen, da pokažemo večjo pripravljenost za vojaški odgovor, kot jo je pripravljen pokazati sam. Ruska duša je torej rezultat ranjene duše, ki tako kot biblijski Kain ubije brata Abla, pripravljena storiti vse, da od sebi obdrži dober ugled in samopodobo. Resnica je najhujši sovražnik ruske duše. Takšen karakter se je razvil v ruski duši čisto po logičnih korakih zgodovine. Ruska družba je namreč kljub mnogim katastrofam dosegla kar nekaj zavidljivih uspehov. Prvi človek v vesolju, recimo. Tudi nekaj ruskih znanstvenikov se je vpisalo v zgodovino in pa literatov. Ampak kljub vsemu ruska duša še vedno čuti, da si zasluži več, kot je dosegla. Vedno je zavidela dejstvo, da ni bila dovolj stabilna zaradi svoje slabe geografske lege in izpostavljenosti barbarskim plemenom. Zavidela je Zahodu, ki je od Rusije vedno bil bolj razvit v vseh pogledih, in to zato, ker so evropske države uspele vzpostaviti stabilnost, ki je pogoj za uspeh talentiranih ljudi. Rusija te stabilnosti nikoli ni imela in posledično je v gospodarskem, družbenem, vojaškem, tehnološkem smislu zaostajala za Zahodom. Ruski imperializem je torej edina hrana uspeha za rusko dušo, edino potelešenje. Le tako ruska duša dobi samozavest, ko si lahko reče, da so zavojevali in oblikovali največjo državo na svetu, Rusko federacijo. Brez imperializma Rusija izgubi še tisto edino titulo, ki jo ima. Titulo svetovnega ustrahovalca, svetovnega kontinentalnega imperija, ki se razteza vse od meja Evrope pa do Japonske. Vzemite Rusom imperij in vzamete jim smisel in samozavest. Vendar dejstvo je, da tako kot so Nemci našli nov smisel po vojni v gospodarstvu in miru, bomo morali prisiliti tudi mi, Ruse, da svoje energije in talente in željo po dokazovanju usmerijo v bolj plodne aktivnosti, kot pa genocid nad Ukrajinci in vojskovanje za svoj imperij. Tako s tem obsežnim prispevkom smo vam prikazali, kako na vas deluje ruska propaganda in hkrati sem vam ponudil vpogled v razumevanje ruske duše, da razumemo Ruse s stališča Rusov samih in njihove travme in izkušenj zgodovine. Vedite, da nam spoznanje resnične narave dogodkov omogoča, da se soočimo z resnico. In resnica je, da nam Rusija predstavlja grožnjo. V taki podobi, kot je Rusija danes, je to nevarna država tudi za druge. Zato moramo podpirati močno Ukrajino in vojaško zmago nad Rusijo. Samo zmaga nas reši suženjstva. Pod to neuravnovešeno silo, ki nima sramu izvajati genocid nad Slovani, nad Evropejci, nad nami. Če to počne s svojim krvnim bratom, si rečete, kaj bi šele počeli z vami.